Simon, najprej iskrene čestitke, okrogli jubilej. Zdi se, da postaješ resen star trener. Ja, se strinjam. Konec je teh potencijala in mladosti. Prihajajo dnevi, kjer treba pokazati svojo kvaliteto. Tako da, ja, hvala lepa za čestitke. Sigurno danes je en lep dogodek. Nas pa čakajo pred nami delovni dnevi, nove tekme, novi izzivi, tako da se jih vsi skupaj veselimo. No in ob tvojem rojstnem dnevu malce nenogometni ali pa ne čisto aktualni intervju. Najprej morda, kako se spominjaš dne, ko si znova postal trener Domžal? Ja, moram reči, da so se te stvari dogajale zelo hitro. Dejansko po telefonskem klicu športnega direktorja in izvršnega direktorja smo se v bistvu dogovorili zelo hitro. Veže me eni lepi spomini na prvo obdobje. Tako zelo uspešno, rezultatsko, ogromno igralcev, smo nekako skupaj sproducirali in mislim, da je bila ena zelo dobra rdeča nit. Nekako s tem namenom in s temi občutki, tudi ta telefonski klic, ki se je zgodil, nekako se je obudilo meni in se je prebudil neki izziv, da bi to zgodbo poskušal ponoviti oziroma iti v tej smeri. Okolje mi zelo paše, v smislu ljudi, ki vodijo klub, v smislu vseh ljudi, ki delujejo ob meni, z mano, in ta občutek, da nekam pripadaš in da si cenjen, sigurno eden večjih razlogov, zakaj sem se v bistvu vrnil v Domžale. Kako bi pa opisal svoj trenerski stil ali slog? Kako bi pravzaprav sebe opisal kot trenerja? Pa mislim, da je boljše, da drugi govorijo o tebi oziroma da o tebi govorijo rezultati, kakršnikoli, ali gre to za nek samo rezultatski strogi cilj ali pa po drugi strani delo, ki ga potem na koncu največkrat se trenerje ocenjuje takrat, ko odhajajo. Tako da jaz, kar se mene tiče, mislim, da je neka disciplina, neka delovna nema tista, ki me vodi skozi svoje življenje in nekako na drugi strani od vseh svojih sodelavcev in igralcem pričakujem enak odziv. Od tega definitivno ne odstopam. Kar se potiče neke trenerske filozofije, se pa, ko ste rekli, z izkušnjami marsikaj menja. Imamo, zelo strog določen model igre, je pa res, da nekako sem se v teh letih naučil, da se v določenih momentih treba tudi prilagoditi ekipi, prilagoditi situaciji, tako da sigurno me pa zanima dinamika, zanima me atraktiven nogomet, zanima me čim večje število zadetkov. Je pa res, da se vedno vpraša nekoga na drugi strani, predvsem pa tudi ekipo oziroma igralce, kaj lahko v danem momentu dajo. Imam pa jasno sliko, kako želimo na igrišču izgledati, in to je tudi predstavimo in medijsko in na koncu igralcem, tako da imamo tudi kot klub svoj model funkcioniranja in mislim, da za enkrat nam teče kar potirnica, ki smo si jih zastavili. Na naslednje vprašanje si pravzaprav že nekako odgovoril. Vprašanje se namreč glasi: tvoja najboljša lastnost kot trener, je to ta delovna vnema? Pa tako, kot sem rekel, zelo nerad govorim o sebi. Mislim, da bi za takšne stvari potrebno vprašati igralce ali pa sodelavce ali pa kogarkoli, s katerimi delaš. Sigurno je pa disciplina pod številko 1. To pomeni, da je ta po eni strani bi rekel strokovnost, po drugi strani profesionalnost, po tretji strani pa, kar je mogoče celo, kar se mene tiče, najpomembnejše so pa odnosi. Se pravi, odnosi znotraj kluba, odnosi znotraj ekipe, odnosi znotraj trenerske ekipe in na koncu je naš posel življenje. In ko to moraš delati vsak dan, če teh stvari nimaš urejenih, potem nekako ne daješ tiste energije, ki jo imaš v sebi, in se mi zdi, da je to mogoče ta točka, kar se tiče samih odnosov in medsebojnega sodelovanja, celo bi rekel ena mojih prioritet. Če bi moral izbrati najljubši trenutek v tem poklicu? Pa ogromno jih je bilo, jaz bi težko izluščil sam enega. Sigurno so rezultatski uspehi, lovorike tiste, ki ti ostanejo v spominu. To je bilo takrat prvič v pokalnem tekmovanju z Domžalami, pa potem na Reki pokalno tekmovanje. Sigurno je bil moj trenerski cilj nekoč voditi ekipo v evropskih tekmovanjih, tudi ta cilj se mi je izpolnil v Reki, v eni močni skupini.
Po drugi strani pa moram reči, da uživam praktično vsak dan. Nekako sem si tudi sam zadal, da ko ne bo več tako, sigurno tega več ne bom opravljal. Tako da spominov, anekdot, bi rekel, je malo morje. Tako smo se prej malo pohecali, pa zdaj, bom rekel, prihajamo v leta 40 plus, kjer mislim, da se bo moja produkcija šele začela. Kaj pa najtežji trenutek? A je kak tak, ki bi ga izpostavil? Ja, sigurno so, bom rekel, nogomet prinaša zelo veliko razočaranja in zelo, zelo malo veselja. Ker tudi takrat, ko je veselje, si mogoče ljudje težko predstavlja, da v četrtek se uvrstiš v Evropsko ligo, v soboto imaš pa novo tekmo, ker te čaka izziv, kjer lahko mogoče spet izgubiti službo. Govorim na nekem najvišjem nivoju, tako da je bilo kar nekaj, ne bi jih zdaj, bom rekel, izpostavilo, ker še vedno sem pa zelo pozitivno naravnan in, bom rekel, mi ostanejo vedno toplo pri srcu stvari, ki so se zgodile dobro. Predvsem pa tako, kot sem rekel, živimo iz dneva v dan v enem, za trenerje, bi rekel, zelo prijaznem okolju in to, bom rekel, me polne z energijo in verjamem, da tudi igralcem in, bom rekel, vsem tistim, katerim sem odgovoren, vračam, bom rekel, svojim delom in svojimi rezultati. Na nek način, kot da gledaš vnaprej pripravljeno vprašanje, ker si rekel, polnim svoje baterije. Naslednje vprašanje je namreč, kako jih polniš oziroma kako preklapljaš iz trenerskega v zasebno življenje. Ja, tudi to je en segment, ki sem se ga mogel naučiti. Tisto prvo obdobje me je, ker bom rekel, izdelalo, ker sem praktično izgorel, ker sem bil 24 ur v nogometu, vpet, v ideje, v projekte in tako naprej. Zdaj enostavno sem se naučil, da se je treba izklopiti, tu je družina, bom rekel, tu so prijatelji, bom rekel, nekaj časa za sebe, v smislu, bi rekel, ali je to sprehodov, ali je to nekih meditacij in tako naprej. Se pravi, naučil sem se tega, da si treba vzeti čas zase, da se, bom rekel, umiriš, predvsem mentalno. Ko pa prihaja lepše vreme, pa sigurno so tudi, bom rekel, fizične aktivnosti, bom rekel, predvsem individualne, kolesarjenje, tek, kakorkoli že, da si tudi, bom rekel, fizično pripravljen, potem tudi, bom rekel, glava dela boljše. Tako da je to kar za nas en stresen posel, ampak zdaj, ko sem se marsikaj naučil na svoji koži, bom rekel, skrbim tudi zase in zaenkrat moram reči, da se res dobro počutim. Kdo pa je tvoj trenerski vzornik? Generalno nekako je bil Jürgen Klopp, bom rekel, ta nemški stil v smislu dinamike, v smislu hitrih prehodov. Po drugi strani so pa, bom rekel, karizme, kot so Carlo Ancelotti, kot so Pep Guardiola, ki imajo, bom rekel, vpliv ne samo v nogometu, niso samo inovatorji nogometne igre, ampak so tudi, bi rekel, neki idejni vodje ali pa opinion lideri širše družbe in se mi zdi, da naš vpliv ne sega samo na igrišče, bom rekel, trenerski, ampak je tudi malo širše, bom rekel, na samo družbo, na otroke, kaj jih čaka in bom rekel, tu se kar čutim tudi sam, bom rekel, družbeno odgovornega v svojem obnašanju oziroma v vseh projektih, ki se jih lotimo, tako da ni samo, bom rekel, strogi poklic igrišča, ampak je še marsikaj zraven in tu sta po moje nekako Ancelotti in Guardiola tista, ki sta mi, bom rekel, pri srcu oziroma sta neka idola. Po sami nogometni filozofiji pa bom rekel bolj na nemški stil. Klopp, Tuchel, nekaj v tem smeri. Zdaj, trenerji ob igrišču ste seveda nasprotniki, verjetno zasebno se pa nekateri tudi dobro poznate, morda celo družite. Kdo je mogoče tvoj najljubši trenerski kolega? Pa smo reči, da že od nekdaj zelo dobro, bom rekel, smo stkala prijateljsko vez z Luko Elznerjem, ki je trenutno eden redkih trenerjev, ki je v tujini. Sicer sigurno oddaljenost nam onemogoča, bi rekel, druženja v živo, ampak se nekako slišimo po telefonu. Gojim eno izredno spoštovanje do njega, na koncu je bil tudi on tisti, ki me prvič pripeljal na njegovo željo v Domžale in od takrat naprej tistega sodelovanja, v bistvu je ta, bom rekel, prijateljstvo, da tako rečem, je ostalo zavedno oziroma do sedaj. Je pa tako, kot sem rekel, izkoriščam pa čas ogromno večinoma zase, za svojo, bom rekel, družino, za svoje najbliže in bom rekel, nekih pretiranih druženj generalno pa se ne udejstvujem. Če pogledamo zdajšnjo ekipo Domžal, kdo od teh igralcev bo na koncu trener? Ima kdo ta potencial? Koga vidiš v tem? Ja, zanimivo vprašanje.
Sigurno fanti tisti, ki imajo liderske sposobnosti, to pomeni v tem trenutku pač so to vsi starejši, imajo sigurno, potencial. Nismo se iskreno še veliko pogovarjali z njimi, kaj bojo delali po karierah. Sigurno sem prepričan, da bojo vsi, ostali v nogometu. Je pa mogoče, tako sem rekel, malce nehvaležno, da bi zdaj, jaz njih ocenjeval ali pa celo jih namigoval na kakršnokoli, pot po njihovi športni karieri. No in čisto za konec, kaj pa po tvoje mora imeti nekdo, ki želi biti dober trener? Pa danes je, trenerski posel vezan še na marsikatero drugo stvar, ne samo na igrišče. Sigurno je, širina ta, vsak trener se nekako izoblikuje po svoje. Najtežje mislim, da je delovati, na dolgi rok, v smislu, ker vsakodnevno si vpet v razne projekte, od skautiranja, od samega menedžmenta kluba do nogometne šole. In jaz bi, tako kot sem prej rekel, stavil predvsem na liderja nekih medsebojnih odnosov, ker tu se vse začne in vse konča. Sigurno je pa stroka tista, neka rdeča nit, zelo, zelo pomembno, da je trener tisti, ki točno ve, kam želi priti in potem vse ostale segmente vleče za sabo. Tako da mislim, da gre za en zelo zahteven poklic, za zelo stresen poklic, ampak še enkrat, dokler osebno rad to delam in na drugi strani dobim neko energijo nazaj, da so ljudje tudi zadovoljni z našim delom, potem v tem vidim smisel, ko pa tega ne bo, pa potem sem siguren, verjemite mi prvi, ko se odstranim, ko tega ni več. Tudi v preteklih klubih se je tako zgodilo, ne zanima me vezane pogodbe, ne zanima me niti denar, ampak enostavno produkt in da vsak večer nekako lahko mirno zaspiš, da si dal v današnjem dnevu vse od sebe in to je nekako vodilo zame in bi jih tudi želel, da na ta način razmišljajo tudi moji igralci. Simon, hvala in seveda srečno tudi v tem zrelejšem delu tvoje kariere. Hvala lepa.